Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Predah v gibanju in spet bomo imeli 45 minut zanimivo gostjo. Šano Flogi smo pred kratkim že gledali na naši oddaji in predvsem smo se pogovarjali o njeni knjigi, ki jo je napisala, Orakelj odgovori ali Orakelj odgovori ali Orakelj odgovori. Takrat smo se tudi pogovarjali, kako in zakaj se pravzaprav ta beseda tako različno lahko prebere oziroma ta naslov knjige. No, ampak več o njej, o njenem življenju, o njenem načinu razmišljanja, o tem, kaj je drago, morda tudi o čem, kar ji ni drago. Ponavadi sicer o tem ne govorimo, ampak to izbira ona kot gostja sama. Torej, Šana Flogi je z nami, ima svoj Majči center, če jo predstavim še malo bolj, bi lahko rekla, da je astrologinja, terapeutka, predavateljica. No, zdaj smo videli, da piše tudi knjige. Šana, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, Jani. Poglejte, ni dolgo, ker sva se tu pogovarjali o tejle vaši knjigi in takrat sem ravno dobila občutek, da bi od vas lahko izvedela še marsikaj zelo zanimivega. Namreč malo je ljudi, ki tako na nek način široko razmišljajo. Ni veliko ljudi, ki bi povezovali pravzaprav ta svet naše realnosti in nadčutni svet. Tudi to počnete. Nenazadnje, v vas je ogromno optimizma. To je pravzaprav tisto, kar nam v tem trenutku, v teh časih, zlasti pa na naših slovenskih tleh še kako manjka. Torej, lahko bi rekla, da sem si vas izbrala kot neke vrste idealno gostjo, da boste spravili mene v dobro voljo, pa še marsikoga. Hvala. Poglejte, Šana, odkot vam ta optimizem, ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas? Mogoče bi lahko rekla, da je to že nekaj, kar je karakternega. Se pravi, to je tisto, kar prinašam. Rojena sem namreč v znamenju strelca in strelci smo optimisti. In to je res, kar ste v bistvu povedali. Sem optimistična. Vsako stvar, bom rekla, skušam pogledati z nekega pozitivnega aspekta in tudi vsako stvar v življenju nekako gledam iz tega, da tudi tista manj prijetna zadeva morda pride z nekim razlogom, ki nas uči nekaj več o nas samih, mogoče tudi o okolici, in zaradi tega mi je optimizem nekako en velik spremljevalec in me spodbuja, da se pač razvijam optimistično naprej. Poglejte, Šana, zdaj sva se mi dve srečali, recimo po kakšnih 8 letih, se mi zdi. Zdaj ste zrela gospa. Takrat ste bili pravzaprav še mlada gospa. Ne več gospodična, to vam ne bi smela več reči, pa vendarle se mi zdi, da na nek način ste bili tako široko odprti že takrat. Je tudi to karakterna stvar, ali ste že takrat pravzaprav imeli nek, če tako lahko rečeva, malo bolj metafizično, nek širši pogled, mogoče neko drugačno videnje naše realnosti? Ja, jaz bi rekla, da sem že od samega začetka, mogoče odkar se samo sebe zavedam ali pa spomnim, zelo že od samega začetka, tako kot sem začela, vse me zanima, vse stvari. Tako da jaz bi se zelo težko opredelila, kaj je tisto, kar me ne. Ker me zanima tako od fizičnega sveta do čist znanstvenih stvari, do neka metafizičnih stvari, do vsega, kar je duhovnega, povezano s psihologijo, živalmi, kristali, ljudmi. Ampak največja ljubezen, ki jo mogoče čutim v svojem življenju, je pa to, bom rekla, delati z ljudmi. Tako da to je tista strast, iz katere pač tudi sama izhajam. Ampak že nekaj časa delate z ljudmi, kaj ne? Praktično že celo življenje, če lahko rečemo, ker če gledam zdaj mogoče svoje otroštvo nazaj ali pa mogoče moje zgodnje življenje, je bilo vedno povezano z nekimi odnosi. Se pravi, da je bil ta notranji mali terapevt že stalno prisoten. In kaj je delal? Poslušal ljudi, tolažil ljudi, dajal mogoče nasvete po svojih močeh, kaj bi lahko naredili, kako bi lahko izboljšali. Vedno pa nekako gledati iz tistega pozitivnega vidika, iz tega optimističnega pristopa, da vsaka stvar, ki se nam dogaja oziroma zgodi, da ima nek svoj višji razlog, ki nas mogoče uči, da moramo na stvari v življenju pogledati z nekega drugačnega zornega kota, mogoče delovati v situaciji drugače. Predvsem pa vedno so me ljudje zanimali, ker smo ljudje tisti, ki nam omogočajo tako jaz drugim kot drugi meni
razvoj. In to mi je, bom rekla, tisto, kar mi je pomembno, kar me zanima. Šana, kdaj ste se pa tega začeli zavedati? Recimo kot majhen otrok, tako kot ste rekli, ste delovali na tak način, torej je bilo nekaj znotraj vas. Kdaj pa je prišlo do tistega zavedanja, da ste začeli to gojiti? Da je to postal vaš način življenja ali pa recimo vaše delo ali pa vaš hobi, kakorkoli že boste to imenovali? Če danes pogledam za nazaj, bi rekla, da je to že stalno bilo prisotno. Se pravi, ne morem reči, kdaj se je to natanko prebudilo, ker je to odstalno, se pravi, tisto zavedanje, da sem, ne bi rekla, da sem nekaj posebnega, ampak samo, da sem drugačna. Glih zaradi tega, ker so me zanimale drugačne stvari, drugačen pogled. Vem, da sem recimo, se spomnim že pri biologiji, pri zgodovini, že v osnovni šoli, se ne strinjala z določenimi tezami, hipotezami, teorijami, ker sem rekla, ni to tako večje, ni to tako zelo ozko, črno-belo, ampak obstaja drugače, obstaja več. In mogoče skozi to raziskovanje, skozi veliko sem prebrala, veliko sem, bom rekla, še takrat presedela v knjižnicah z buklami, enciklopedijami, slikanicami še prej, ne? Ampak danes v času interneta je to veliko lažje priti do nekih podatkov, do nekih stvari, čeprav spet v poplavi vseh podatkov naletimo tudi na zelo veliko tudi neustreznih informacij, ne? Ki mogoče človeka samo zmedejo. Tako da bi lahko rekla, da težko rečem, kdaj natanko, ne? Ampak s tem sem živela in praktično od tega danes tudi živim. Ampak Šana, ste imeli zato morda kakšne težave v otroštvu? Dvomim, da so vas pa vsi razumeli. Predvsem pa, če ste v šoli oporekali, težko si predstavljam oporekati profesorju biologije ali pa profesorju zgodovine. Ja, profesorici, ki sem ji zatrjevala, da pač nismo iz Opice, sem pač odšla z ne preveč lepo oceno. Tudi razred, bom rekla, je imel ob tem zelo veliko zabavo, jaz potem pol uri razgovor z profesorico, ampak bom tako rekla, da ja, tako kot danes, nekateri so me sprejemali že takrat, nekateri me ne, ampak tako v življenju pač je, Enim si všeč, drugim nisi, enim je tvoje razmišljanje dobrodošlo in všečno, drugim spet ne, ampak hvala Bogu, da imamo pač moč izbire, da pač nekaterim si všeč, nekaterim ne. Ste Ljubljančanka, rojena v Ljubljani, šolala se v Ljubljani, edinka, ali vas je tudi to kaj zaznamovalo? Se vam je zdelo, da so imeli starši ali preveč ali pa premalo časa za vas? Ne, bi rekla, da otroštvo je bilo tako, glede na to, da sem pač živela nekaj časa pri mami, nekaj časa pri očetu, imam še 2 polbrata, s katerimi se dobro razumemo, se pač srečujemo. Lahko rečem, da nekako nisem imela nekih, bi rekla, takih groznih spominov. Bolj bi mogoče rekla, da me je stalno spremljala ta moja samozadostnost, Se pravi, da sama sebi zadost. Zdaj, ali je bil kdo z mano, ali se ni, ali se je kdo ukvarjal, ali se ni z mano ukvarjal. Jaz sem imela stalno toliko dela sama s sabo v smislu, kaj bi še prebrala, kaj bi še naredila. Veliko sem razmišljala, v zgodnjem otroštvu mogoče tudi tako veliko ustvarjala, izrezovala, risala, barvala. Ampak od vedno so me mogoče privlačile neke vrste simbolike, vseh vrst. In tukaj mogoče je bilo tisto, kar je mene zaznamovalo, ne toliko to, koliko so zdaj starši imeli za mene časa, Jaz sem pač prepričana, da posvečali so mi natanko toliko časa, kolikor so ga pač zmogli in lahko, tako da danes neki oporeka, da niso bili dobri starši, glede na moje vedenje danes, da si pač vsakdo izbere svoje starše, bi rekla, da sem izbrala idealne starše. Se pravi, da so mi dali točno tisto, da sem danes lahko to, kar sem. Poglejte, Šana, še nekaj je zanimivo, Recimo ljudje danes ostajajo do 40. leta, pa še naprej pri svojih starših. Vi ste pravzaprav odšli izjemno mladi od doma. Nekako postavili ste se na svoje noge, človek bi rekel, na neke šibke nogice, ki so morda težko samostojno stale, pa vendar nimam občutka, da se je vam to dogajalo. Ni bilo lahko. Ampak, če bi danes ponovno mogla izbrati pot, bi najverjetneje to pot rabila. Glede na to, da sem skozi to samorastništvo odraščanja, se pravi tisto, ko dejansko vsak korak moraš prehoditi sam, tudi če padeš, se moraš pobrati sam, stopiti spet naprej.
Mislim, da je to, bom rekla, bilo vse nujno potrebno, da sem danes lahko to, kar sem skozi izkušnje, ne? Ker še vedno smatram, da ne glede na to, koliko imamo mi znanja, koliko recimo se mi izobrazimo, dobimo nekih drugih modrosti ljudi ali nasvetov, je še vedno tista lastna izkušnja tista, ki je zelo, zelo dobrodošla v življenju. Tako da mislim, da me je vsaka taka prepreka ali pa mogoče tudi padec ojačil. In glede na to, kar smo na začetku povedali, da sem zelo optimistična, mi ni to dalo tistega, da bi odnehala, ampak nasprotno. Se pravi, to me je še spodbudilo, počgalo, da sem stvarem, bom rekla, še bolj vztrajno sledila in delala korake k temu, kar sem verjela. Glejte, nekaj me zanima, recimo glede na, bi rekla, vašo mladost, vendarle teh izkušenj ni tako zelo, zelo veliko, kot jih je lahko morda v kasnejših letih, ko se skozi življenje že marsikaj nabere. Ampak vseeno bi rada od vas izvedela neko izkušnjo, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. Kaj bi pravzaprav lahko potegnili ven kot nekaj bistvenega, zaradi katerega je morda danes Šana? Spet, če bi rekla, katera ena edina, težko bi rekla ena, zato ker jih je bilo več. In jaz mislim, da je to v skladu s tem, bolj ko se razvijamo, več kot recimo imamo nekih izkušenj, več je takih, ki te zaznamujejo. Lahko rečem, da že od nekdaj sem vedela, kaj hočem biti, kaj želim imeti, k čemu stremim, in vsaka prepreka, mogoče ne vem, soočanje z lastno smrtjo, soočanje s smrtjo najboljše prijateljice, soočanje z izgubo, se pravi dragega človeka, kot je mogoče partnerski odnos, ko mogoče ostaneš lahko čez noč brez strehe nad glavo, ko moraš vse rešiti čez noč. To so mogoče eni taki trenutki, ki ti zaznamujemo, pa dajo, bom rekla, nek tist povod, da se premakneš nekam, ampak spet, če danes gledam nazaj, ne gledam to kot neko travmo, ampak gledam kot nek izziv, kot neko tisto prekretnico, ki je mogel me, se pravi, nekdo dobesedno izteriti iz tirov, ki niso bili pravi, ki niso bili ustrezni, da sem prišla, bom rekla, v tiste prave tirnice skozi neko drugačno izkušnjo, da sem mogoče začela gledati v pravo smer, mogoče dobila tisto, kar sem v tistem trenutku potrebovala. In zato bi težko točno rekla, kaj. Ampak mislim, da vsaka taka izkušnja mi je dala še več tistega življenja, še več tiste strasti, še več tega, kako pomemben je trenutek v življenju. Se pravi, to je vse, kar imamo. Ne to, kaj je bilo, pa kaj bo, ampak to, kaj je zdaj v tem trenutku. In to pomeni, da je tudi ta trenutek, ki ga imava zdaj mi dve, mi izjemno veliko pomeni, ker to je vse, kar imam ta trenutek, ker ne vem, kaj bo čez 1 uro, čez 2 uri, čez 3. Imam sicer plan, kaj bo, ampak nikoli ne moramo vedeti, kaj če tega trenutka ne moram splanirati naprej, ampak ga lahko samo v ta trenutek imam. In zato sem hvaležna za to, da sem prišla do tega, da s hvaležnostjo jemljem vsak trenutek, vsak dogodek, vsako srečanje v svojem življenju, ki mi nekako odpira vrata do tega, da sem lahko to, kar sem. Šana, imate radi srečanja, radi srečujete nove ljudi, ne nazadnje, to je povezano srečanje. Ja. Rada imam srečne ljudi, rada imam srečanja, ker srečanja ti omogočajo spet eno drugo bogatstvo in to so priložnosti. Se pravi, skozi srečanja bogatimo sebe, skozi srečanja osrečujemo sebe in skozi srečanja morda osrečujemo tudi druge. Zato, srečanja, nove priložnosti, nove izzive, nove ljudi, nove dežele, kraje, znanja, vse to me neizmerno privlači. Glejte, delali ste kot turistična vodička, težko si vas predstavljam. Po drugi strani mi je pa to nekako logično. Namreč, kako ste že rekli, radovedni ste, vse vas zanima, torej zagotovo vas zanima tudi lepota tega našega sveta. Ja, lepota v vseh pogledih. Lepota sveta, potovanj, nove kulture, raziskovati nove jezike, nova področja, zgodovino. Ta radovednost mogoče me je vedno gnala k temu, da sem si, tako kot sem že od nekdaj si pravzaprav želela, da bi
ne imela neke službe ali pa neke funkcije v svojem življenju, ampak da bi enostavno živela to, kar sem. In lahko rečem, da sem izpolnila svoje cilje ali pa svoje želje, to, kar sem mogoče hrepenela. Jaz dejansko živim to, kar sem hotela. Se pravi, da je moj način življenja, moja služba, moje delo, zato me neizmerno osrečuje, da sem lahko na poti vsega tega, da sem pač lahko imela možnost tudi se izobraževati še kje drugje, potem pogledati kakšne nove dežele, da sem vedno to nekako pokombinirala prijetno s koristnim, se pravi učenje nečesa novega v neki novi deželi in je bilo to, bom rekla, nekako zadovoljeno, ta žilca po avanturističnih nekih novih dogodivščinah, ta žilica popotovanj, po drugi strani pa tudi ta nek notranji raziskovalec, ustvarjalec, ki je vedno hotel več, se pravi vedno več novih kreativnosti, znanja, dogodkov, ki so me pač spet izpolnjevale. Tako da sem znala nekako skozi življenje vedno pogledati prijetno s koristnim, zato mi je tudi, bom rekla, ta pot vodenja kot turistični vodič, kot se pravi, zraven sem delala mnoga priložnostna dela, ni da nikaj nisem počela, ampak ta počela je bilo v bistvu vedno tisto delo, da lahko rečem, da me ni sram delati. Se pravi, da pač, ko je treba pač delati, ko je treba poprijeti za delo, pač se dela. To je šlo za preživetje takrat v tistih časih? Šlo je za preživetje, ampak ne zgolj samo za preživetje, ampak tudi zato, da je bil ta, recimo, moj nadstandard, tako kot je še recimo danes, so izobraževanja in potovanja. Tako da to je tudi še vedno največji del mojih prihodkov, ki jih seveda vlagam v ta del, se pravi v potovanja in pa izobraževanja. Šana, izobraževanje, pravzaprav to, kar vi počnete v vašem Majči, se imenuje vaš center, pravzaprav kaj tam počnete? Majči center je v bistvu center za telo, dušo in duha in sicer to je prostor, kjer ljudem omogoča skozi vsebine, skozi srečanja, predavanja, delavnice, meditacije, da pač dobijo neke nove napotke ali orodja, če lahko temu tako rečem, da izboljšajo svojo kvaliteto življenja. Sama v bistvu poučujem tam različne tečaje, od astrologije, poučujem tarot, šolo za ženske imam, kjer učim v bistvu ženske, kako biti ženske, da razumejo sebe, da razumejo svoje partnerje. Predvsem pa želim poudarjati na temu, da postanemo boljši, se pravi kot ljudje, ne samo kot ženske, ne samo kot moški, ampak da znamo, bom rekla, boljše komunicirati s svetom. Ne samo verbalno, ampak tudi, da znamo opazovati, da znamo komunicirati. In pravzaprav skozi različne tehnike, ki sem si jih pač osvojila oziroma naučila, podajam ljudem pravzaprav eno novo možnost, ki jo lahko, bom rekla, samo implementirajo v to obstoječo zadevo, s katero se pač že v svojem življenju ukvarjajo. Se pravi, da ni to neka zdaj, da mora vse spremeniti, pa stopati, se pravi, na neko duhovno pot, ampak je duhovnost v smislu živeti tukaj in zdaj v praktičnih čevljih s tem, kar imamo, se pravi, nekako biti v trenutku. Biti v trenutku, ampak v trenutku biti vsak trenutek boljši, če prav razumem. Tako, razvijati se. In to mi je tudi nekako cilj, se pravi, moj cilj je, da ko ljudje pridejo k meni na pogovor ali na izobraževanje ali tečaj ali meditacijo, da oni od tiste ure pa pol ali pa 3 ur dobijo nekaj, da lahko jutri uporabijo, da lahko jutri izboljšajo svojo kvaliteto življenja, svoj način razmišljanja, da začnejo zavestno opazovati, da začnejo zavestno drugače delovati, da začnejo, bom rekla, to v praksi živeti, ker to ni, da hodiš nekam, delaš nekaj, bereš nekaj in potem je vse isto. To je škoda denarja, škoda časa, škoda v bistvu vas, in v končni fazi tudi mojega časa, če to ni potem tisto, kar rečemo, praktično pokoriščeno. Zato mi je nekako v veliko veselje delati z manjšimi skupinami, glih iz tega naslova, se pravi prav ta izobraževalni del, ki je nekako tudi terapevtski del, skupinski del, da ljudje, bom rekla, dobijo neke nove smernice ali pa mogoče neke nove drugačne vpoglede, samo da začnejo sebe opazovati skozi svojo prakso, skozi življenje,
kaj morda počnejo, kaj morda lahko spremenijo, ampak to pomeni, danes sem to slišala, dajmo zdaj to sprobati, dajmo to zdaj preizkusiti, kako gre to zdaj v moji praksi. Ker sama nikoli ne vsiljujem nekega mnenja, neke teze, neke filozofije, nekega znanja, ampak stalno mogoče poudarjam, dajte sami preveriti. Ne slepo verjeti, kar pač govorim, ampak skušajte skozi opazovanje sebe, svojega življenja, svojega okolja to preizkusiti, kaj od tega morda deluje za vas, kaj morda ne. Ker spet ljudem vedno pušča možnost izbire. Nekomu je to blizu, nekomu sem jaz všeč, nekomu nisem in ljudje imajo pač možnost oziroma tudi pravico izbire. In tega bom rekla, to izbiro vedno puščam, nikoli ne vsiljujem, da to je tako in pika in konc. Glejte, zdajle bo sledilo še eno ključno vprašanje pravzaprav v tej oddaji, kdo ste, Šana Flogi. Namreč ravno to, ko vas poslušam, pravzaprav poučujete ljudi, da bi odkrili, kdo dejansko so, kaj si želijo in ne nazadnje, kako živijo. Skratka, za neko preverjanje. Kdo ste, Šana Flogi? To je najboljše vprašanje, ki si ga lahko praktično v življenju, v praksi zastavimo. In sicer s tem vprašanjem tudi začnem v svoji šoli za ženske, ko ženske vprašam, kdo si. Se pravi, ko se ne predstavljamo po titulah in kraticah in sedežih in statusih, ampak dejansko začnemo govoriti o tem, kdo smo. In če bi mogla sebe opisati, je to, da sem zelo predana delu, zelo strastna, zelo vedoželjna, zelo znanja lačna, zelo rada pomagam, hkrati sem pa, bom rekla, izjemno preprosta. Zelo preprosta oseba, ki jo osrečujejo male stvari, kot so mogoče, ne vem, bombončki, rožice, taka male pozornosti, ki izkazujejo, bom rekla, tisti trenutek, da se je nekdo spomnil na tebe, da je nekdo pomislil na te. Ampak to mogoče iz tega, ker po cele dneve se mogoče ukvarjam vedno, kako si, kako se počutiš, a si v redu. In takrat, ko tudi jaz dobim iz druge strani mogoče to vprašanje, kako si, kdo si, se razveselim, ker ponavadi ne dobim jaz od drugih vprašanja, kdo si, kako se počutiš. Tako da bi lahko rekla, da sem v tem delu izjemno preprosta. Se pravi, da ne rabim dost. Rabim, bom rekla, tisti svoj mir, okolje, v katerem se počutim dobro, to je narava, to so živali, otroci, ljudje, s katerimi, bom rekla, preživljam svoj prosti čas. Dobra hrana, sem velik gurman, rada kuham. Tako da, v bistvu, tako kot sem rekla, preproste stvari, ki se jih praktično ne da kupiti. To je tisto, ki si jih moramo, bom rekla, nekako danes v tem času kar že skoraj izboriti. Da si vzameš čas za tisti trenutek, ko delaš nič oziroma ko samo si. Zanimivo. Rekli ste, da radi kuhate, da ste gurman. Kaj pa radi jeste? Rada jem vse, kar se tiče zelenjave na takšen in drugačen način, solate, morsko hrano. Ne jem mesa, mlečnih stvari in pa pač zaradi tega, ker mi to ne ustreza, ne zaradi svojega prepričanja, ampak hranim se pač na krvno skupino, tako da se zaradi tega zelo dobro počutim. Zelo rada imam sladice, tako da sem zelo, zelo sladkosneda. Ni videti. Tudi, ja, ampak vsak dan jem sladko, tako da to lahko povem. Tako da sama tudi pripravljam hrano, pečem kruh, uživam v tem, ker mi je to neke vrste meditacija, sprostitev, užitek. Tako da vse, kar lahko, bom rekla, tudi sama pridelam, zelo si v bistvu želim, da bi imela en košček zemlje, kjer bi lahko tudi kaj sama skopala pa posadila. Trenutno je to deležna moja terasa. Tako da tisto, kar lahko privzgojimo doma, ampak nekako ta del je bolj, bom rekla, zeliščni del, pa mogoče kakšni paradižnički, ampak na koncu, bom rekla, delamo na tem, da bi tudi kaj tazga v bližnji prihodnosti bilo.
Glejte, Šana, nobena skrivnost ni, živite s partnerjem. Kaj je za vas pomembno v partnerski zvezi? Kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar ste pripravljeni z nekom vztrajati? Svoboda. Svoboda, pika, začetek, konec, svoboda. Ampak svoboda v smislu, svoboda je seveda v glavi, a ne? Svoboda v smislu, da se lahko v partnerskem odnosu razvijaš. Da se jaz lahko partner razvijam in partner ob meni. Se pravi, to mi je tisto osnovno pravilo, pogoj, da lahko veza pravzaprav sploh obstaja. Spoštovanje. Spoštovanje je naslednja stvar, ki je tudi zelo pomembno, se pravi, da ni to partnerstvo samoumevno, a ne, ti si tukaj, on je tam, ampak vzajemnost, se pravi, da drug drugemu lahko pomagata, si bom rekla nekako tudi, ne samo pomagata, ampak da sta drug z drugim. Se pravi, to je tisto, kar rečeš, da nekoga čutiš, da veš, kako mu je, da ga znaš začutiti, mu prisluhniti. To so tiste mogoče kvalitete, poleg svobode, poleg te predanosti, mogoče še ta srčnost. Se pravi to, da lahko s partnerjem resnično delaš vse. Se pravi, hodiš od meditacije, kar lahko rečem mogoče, da ne bom rekla, da je z mano težko, ampak sem drugačna. Se pravi, nekako si zelo ne predstavljam več nekoga, ki bi imel čist normalno, klasično službo, ker je moj način življenja toliko drugačen, da zelo težko potem s svojimi urniki in pa s partnerjevimi urniki nekako bi to usklajevala. Zato mora biti nekdo, ki je saj približno soroden v stvareh, da to razume, da pač včasih, ne vem, delaš vikende, delaš popoldneve, potem si pa lahko, ne vem, sred tedna prost, delaš svoje stvari, ampak dejansko je moj urnik tisti, ki, bom rekla, nekako si ga sama postavljam in temperam in zato bom rekla, je tudi v partnerstvu pomembno to, se pravi, razumevanje. Se pravi, podpora, ker ni to zdaj izberi službo ali izberi partnerstvo, ker to ne more biti. To je isto, kot če vas nekdo vpraša, izberi ženo ali mamo. Mislim, to ne gre, tako da mi je ta del tudi izjemno pomemben, se pravi, da to razumevanje, podporo. In to vam je očitno uspelo najti. Ja. Da se pravi, podpirata drug drugega. Vi njega pri njegovem delu in vaš partner vas. To me izjemno osrečuje, ja. Tako da mava recimo izjemno lep odnos, topel odnos, od spoštovanja do predanosti, do pomoči. Tako da je tisto vzajemno, bom rekla, rast in pa tudi, bom rekla, skozi delo se nekako zelo dobro dopolnjujeva. Tako da sem vesela. Če vam človek ne bi od srca privoščil, bi vam zavidal. Hvala. Šana, gledajte, tule imava zgoščenke in knjigo. Kako je pravzaprav prišlo do tega, da to vaše poučevanje, vse tisto, kar imate radi, te spremembe, recimo po drugi strani pa so pa vendarle to stvari, pri katerih je pa treba tudi pridno sedeti, namreč tu mislim bolj za knjigo. Medtem ko zgoščenke, to so meditacije, tu pravzaprav nekako vas vidim znotraj tega, da vendarle neke te svoje, kako bi rekla, uvide prenašate v ta svet. Če bi me nekdo vprašal pred leti, da bom imela zgoščenke, da bom pisala knjige, bi rekla, da je smešen. To se je v bistvu razvilo. Se pravi, tako kot sem se jaz razvijala, se je moje delo razvijalo in sicer zgoščenke oziroma CD-ji, na katerih so meditacije, vodene meditacije, so se nekako zgodile na željo ljudi. Se pravi, ob polnih lunah imam namreč vodene meditacije in ravno iz tega razloga, ker so bile ljudem meditacije zelo všeč, so pač me naprošali, če lahko meditacije posnamejo, če bi lahko to imeli če imam kakšne CD-je ali pa posnetke, da bi jim dala. In tako so se v bistvu začele rojevati meditacije, ki so, bom rekla, še danes ljudem všečne. Vsaka meditacija, ki sem jo naredila, ima nek svoj namen, se pravi, ima neko svojo strukturo, se pravi, da vsaka ima neko ciljno zadevo. Sploh prva zgoščenka, ki sem jo naredila, Vzemi svojo moč nazaj,
je v bistvu zgoščenka, ki, bom rekla, tematsko dela na temu reprogramiranju naših vzorcev, čiščenju energetskega telesa, čakr. Se pravi, da je nekako neke vrste za uravnavanje. In to, bom rekla, ljudje lahko uporabijo, se pravi, takrat, ko imajo čas, ko se slabo počutijo oziroma ko niso v tisti najboljši svoji energiji, če lahko temu rečemo. Moja prednost ali pa mogoče posebnost mojih produktov oziroma proizvodov je pa ta, da vedno želim dati ljudem nekaj, kar uporabljajo po potrebi. Se pravi, to ni CD, ki ga poslušaš oziroma meditacijo, ki jo poslušaš in jo potem odložiš, ampak je to tisto, ko potrebuješ, jo uporabiš. In iz tega naslova je tudi potem nastala druga zgoščenka, se pravi, ki se je rodila v letu 2012, ko je bil en tak zelo močen energetski preskok, se pravi tudi v zavesti, ko je tudi sam naslov Prebujeni, vrata nove zavesti, se pravi, pravzaprav se je zgoščenka zgodila. Ni bil plan, zdaj bom jaz naredila nov CD, ampak je enostavno to prišlo kot vodstvo. Se pravi, skozi sporočila, ker je tudi sama meditacija narejena zelo drugače, tudi sama glasba, ki je avtorska glasba Davorja Božiča, on jo je tudi v bistvu ustvaril, naredil, je v bistvu zapakiral nekaj čist novega, čist drugačnega. In zato bom rekla, je posebna, je drugačna, ljudem zelo všečna, nekaterim tudi ne, ampak to je tisto, kar rečem, spet je nekaj drugače, je nekaj posebnega. Ni za vse. Ni za vse. Tretja je pa tudi v bistvu meditacija Vstopi v srce, ki je pa tudi, bom rekla, nastala spet iz, bom rekla, nekako želje ljudi, ki so obiskovali te mesečne meditacije polne lune, ki so, bom rekla, bile vodene ob spremljavi gongov in pa inštrumentov Romana Gostiše. In tukaj je tudi v temu CD-ju, bom rekla, spet ta specifična meditacija, ki so jo nekako, bom rekla, iznajdla, če lahko temu tako rečeva, se pravi, skozi preigravanje, ko sva intenzivno sodelovala 1,5 leta, sva nekako, bom rekla, našla nek ustrezen svoj stil meditacije, ki ljudem spet zelo všečen. Se pravi kombinacija govora, besed in glasbe. In glasbe in inštrumentov, ampak to je recimo od flavte do gongov, do pojočih kristalnih sklet, zvončkov in drugih recimo teh inštrumentov in je spet, vsak ton zvok je drugačen. Je, bom rekla, spet neka pika na i na nekaj, ki odpre oziroma pač enostavno pomaga sprostiti skozi samo meditacijo. Ja, tako kot glasba dejansko odpira neka posebna vrata v človeku. To vsi, ki jo imamo radi, kakovostno glasbo seveda to doživljamo. Tako da CD-ji so se zgodili praktično spet po potrebi. Če me zdaj vprašate, imam kaj v planu, nimam. Težko rečem, ker zelo sledim, ne bom rekla glih na vdihu, ampak tako priložnostim oziroma nekako, ko začutim, je dejansko tako, kot da se nekaj v meni prižge, to skreiram in potem, če meni reče, a bi to lahko nadaljevala ali pa ponovila, je moj odgovor ne. Se pravi, to je, ko pride, ko se rodi, ko je zrelo, pride in to so v bistvu te moje kreativni plamenčki, ki pridejo in potem nastanejo te produkti. In enako, bom rekla, se je zgodila knjiga. Na isti način. Se pravi, knjiga, ki praktično ni bila pisana kot knjiga, ampak kot dnevna sporočila, kot vodstvo, kot napotki, mesečni, tedenski, ki je na koncu, bom rekla, postala knjiga. V bistvu se je zgostila, Zgostila in dobila, bom rekla, to obliko, ki jo tudi danes ima. Tako da bi spet, če bi mi nekdo rekel, lahko napišem še en orakelj, bi rekla, v tem trenutku definitivno ne. Ampak zanimivo je, da edino, kar sem pa resnično hotela napisati, izdati, natiskati, je knjiga, ki je še vedno v mojem računalniku. Ja, kako se je pa potem zgodilo, da je ta natisnjena? Enostavno takrat, ko sem iskala založnika, sem po zelo hitro, ker se odločam vse v življenju po občutku, izbrala pač založbo Kangura. Na samem sestanku sem z vodjo založbe
enostavno, ko so se pogovarjala, kaj vse še počnem, kaj vse delam, je rekel, mogoče bilo pa zanimivo, če bi najprej ta sporočila izdala. In glede na to, da sem si pač mislila, ok, pač on že ve, a ne, on je pač tukaj profesionalc, bomo pač naredili najprej to knjigo, ne. Tako da ta moja knjiga Življenjski arhetipi je še vedno, bom rekla, varno pospravljena v mojem kompjuterju, ampak danes vem, zakaj. Čaka na svoj pravi trenutek? Čaka na trenutek, ki je zdaj, tako da je v pripravi, ampak tista ključna notranja, bom rekla, manjkajoči člen se dogaja zdaj. To tudi vem in to bom tudi razkrila v knjigi, ker sem pač to knjigo, ki sem jo začela pisati oziroma nekako dokončevati v Avstraliji, pa potem sem nekaj še kle dopolnjevala. Sem nekako potem to knjigo skozi neko vizijo rekla, ok, ni čas, mora počakati. Nisem sicer točno vedela, zakaj mora čakati, ampak danes vem. Tako da sem hvaležna, da sem sledila temu svojemu notranjemu občutku. Prej so se mogli zgoditi vsi teli moji produkti, moji otročki, če lahko tako rečem, te kreativni projekti, ki so, bom rekla, manifestirani skozi CD-je in pa knjige, ampak definitivno se veselim, ker mislim, da je to tudi ena pot sporočanja ali pa oblika sporočanja, preko katere bom mogoče delovala tudi v svoji prihodnosti. No, kdo bi vedel, ne? Vi se vedno pustite presenetiti. Šana, 5 vaših dobrih lastnosti, najbrž ne bo problem. Rekla bi, da jih imate vsaj 5. 5 dobrih lastnosti, vedno pripravljena pomagati, poslušati, zelo predana svojemu delu, zelo, bom rekla, imam rada otroke. Se pravi, to so tiste lastnosti, ki bi jih mogoče izpostavila zaradi tega, ker imam ta močno razvito čutenje, se pravi sočutje ljudi, se pravi tako za otroke, za ljudi, za starejše, za živali. Se pravi, ta Skratka, za tiste, ki so malo na obrobju oziroma ki jih postavljamo na margino, ne? Ja, morda recimo tudi to, kar rečemo, da ljudje niso po nekem, ne vem, tak bi mogel biti, ta ni čist normalen, ta ni v redu. Se pravi, čim nisi po nekem jusu, da bi mogel biti, ne vem, tak pa taka, ne, da si neki potem drugač. To me recimo v vsakem človeku ali pa v vsaki stvari najdem tisto pozitivno. In to mi je mogoče tista kvaliteta, da ljudje, kakršnikoli pridejo, se pravi, ni tisto, da nekaj obsojaš, sodiš, ampak je bolj v tistem, kaj lahko temu človeku, se pravi, pokažeš, kaj je v njemu, se pravi, da ga spomniš na to, kdo je on, da skupaj, bom rekla, prideva do tega, kdo v resnici je, da se zna razkrivati. Potem bi lahko rekla, da sem se pravi, še naslednje dobre lastnosti, ki bi jih mogoče izpostavila, je ta kreativnost. Se pravi, kreativnost, ki je brezmejna. Se pravi, znam bruhati ideje, da nekoga samo gledam, vidim, kaj bi vse lahko. Se pravi, to je tisto, ki zmoram videti potenciale ljudi, ki jih morda nekateri zmorejo uresničiti, večina ne, ampak ta del je tisto, ki me mogoče dela posebno, drugačno in to je tudi, bom rekla, in ena izmed kvalitet, ki bi si upala reči, da so moje kvalitete ali pa lastnost, ki me dela drugačno, posebno, a ne? Tako da upam, da sem naštela. Vse jih je že. Ja. Lahko pa še kakšno, če jo imate na zalogi. Mogoče je to, smo dosti povedali. Tisto, kar je najbolj pomembno. Šana, kaj pa kakšni hobiji? Na vse zadnje, tako kot mi pripovedujete, tudi si vzamete čas, kadar je potrebno, znate se spočiti, kadar je treba. Ali je kakšna stvar, ki vas poleg kuhanja, recimo, še posebej veseli? Hobiji so zdaj večina, bom rekla, že v mojem delu. Se pravi, vse, kar me zanima, kar je moj hobi, je zajeto v mojem delu. Sicer je pa tako, da moj hobi je še, bom rekla, joga, prakticiranje joge. Vse, kar je povezano z potovanji, se pravi, vse, kar smo že nekako tudi našteli, je tudi moj prosti čas oziroma hobi in pa spet branje. Branje, za katerega mogoče zdaj v zadnjem času niti nimam toliko časa, ampak si izjemno želim oziroma komaj čakam,
da bo kakšen prosti čas, dopusti, ko lahko pač samo si vzamem čas zase, za mir, da sem v miru. To pomeni lahko sama sabo, to ne pomeni na nekem samotnem otoku, ampak sama sabo s knjigo, z dobro knjigo. Tako, da ne zvoni vaš čas telefon, ne prihajajo in ne odhajajo informacije, s katerimi nas pravzaprav, ki letijo na nas z vseh strani. Tako. Šana, glejte, sedim nasproti vam nasproti. Vem, da ste jasnovidni, vem, da ste jasnočutni. Mogoče, ne vem, ali vidite auro, ali vidite občutke, ali vidite, kaj je pravzaprav tisto, kar pri človeku zaznate. To se zdaj pravzaprav ves čas sprašujem, namreč že kar dobre pol ure, več kot pol ure sediva tule drugi nasproti. In ali se to potem spreminja, ali se to spreminja, recimo to vaše videnje z občutki ljudi, ali morda, ne vem, z njihovim vedenjem, kaj je pravzaprav tisto, kar vi vidite, kot jasnovidna oseba? Zdaj tako, to mi je zelo zanimivo vprašanje, ker s tem se bom rekla, ljudje, ko me spoznajo, vedno sprašujejo, sploh recimo v temu privatnemu, če me ljudje še ne poznajo in potem, ko se predstavim, aha, ona pa dela to in potem je kar neka blokada, kaj zdaj ona vidi, ampak rada bi poudarila to, da takrat, ko Šana pride takole na en zelo prijeten pogovor, ko vam v studio, ko Šana pije čaj, ko gre na neke, ne vem, ko nakupuje, ko je s prijatelji, ne vem, na sprehodu ali na kakšnem potovanju, nima odprtih teh kanalov, če lahko tako rečem, ker če ne bi se mi zmešali. Se pravi, to je, bom rekla, na nek način prijetno. To je breme, ne? Je prijetno, ampak po drugi strani je to, bom rekla, lahko tudi zelo moteče. Na samem začetku, ko še nisem vedela oziroma znala s temi stvarmi, kako recimo si zapreti ta kanal videnja, ker to, ko vidiš, bom rekla, auro, energijo ljudi, to pomeni, da ti, ko prideš v nek nakupovalni center, si predstavljate, kako zdaj to zgleda. Tam ste 100 ljudi, vsak nekaj dela, razmišlja in ti kar naenkrat vidiš vseh 100 nekih programov, vzorcev in to ni enostavno. Zato recimo sem v samem začetku, ko sem se začela s temi stvarmi ukvarjati, po vsakem predavanju ali pa mogoče delu zbolela. Ker enostavno nisem tega sploh znala skanalizirati oziroma nisem znala sebe zadržati v smislu energetske, se pravi, da bi se energetsko upletla. Danes to znam in to zmorem in skozi različne tehnike, ki so izjemno preproste, si pač ta del videnja zaprem, čutenja, sicer ne morem čisto izklopiti, ampak zelo zaznam, se pravi, kako se človek počuti, kako se pravi, to intuitivno zaznam, ampak sem se mogla tudi, bom rekla, strenirati pa disciplinirati, da ne posežem takoj v to vlogo terapevta, kako si v redu, kako je kaj to, ker začutaš, da je človek v neki stiski, da nekaj ni, čeprav se ti tam smeji, nekaj ni v njemu. Tako da s tem delom, bom rekla, čisto lepo živim, se pravi, ko pač delam z ljudmi, ko me ljudje pač prosijo, ko pridejo do mene, ko želijo od mene na svet, potem ja, sicer v bistvu tega ne uporabljam oziroma pač tudi tako danes vem, da niti nimam pravice. Da gre lahko tudi za neke vrste zlorabo, v tem primeru, ali ne? Zdaj tako zlorabe, lahko rečemo, pa ni to mogoče glih najboljši izraz, ampak enostavno se upletaš v nekaj, za kar mogoče niti ta človek ni prosil. Človek je v neki stiski, ga mogoče vprašaš, če je z njim vse v redu, če ne želi o tem govoriti, moraš pač stvari pustiti. V bistvu spoštovati. Ni pa vedno lahko, ker sploh s tistimi, ki si najbližji, ki bi rad pomagal, pa ki vidiš, da lahko pomagaš, nočijo, da jim pomagaš. Zaradi tega bom rekla, je tukaj tisto... Hočejo svobodo in samostojnost. Tako. Takrat je treba pač enostavno vzeti tisto, za kar te pač prosijo, ostalo pač vzameš. Draga Šana, najin čas je tako rekoč potekal. Mogoče kakšno kratko misel za konec, mogoče kakšen nasvet, ne vem, nekaj, kar vam v tem hipu pride na pamet, da bi radi sporočili pač tistim, ki so bili z nama. Najbolj, kar bi rada sporočila, je to, da moramo ljudje najprej imeti radi sebe.
šele takrat, ko damo sebi to ljubezen, lahko ta ljubezen pride do nas. In ne samo ljubezen, karkoli. Se pravi, karkoli želimo, moramo najprej dati sebi, da lahko vse tisto, kar damo sebi, potem drugim delimo. Pomeni, ko je skleda polna, lahko delimo. Tako, če je skleda prazna, tako. kaj boš dal? Ampak hočem povedati to, da ne moramo ničesar drugim dati. Se pravi, jaz ne moram dati vam ničesar. Lahko samo z vami podelim vse tisto, kar sem dala sebi. Od znanja do ljubezni, do modrosti. Zato mogoče ta del, koliko je pomemben trenutek, kako pomembno je, da dajemo sebi, da smo do sebe, bom rekla, odprti, srčni, hvaležni. Se pravi, prav ta hvaležnost, ki je mogoče zdaj v tem obdobju še tako, bom rekla, mogoče potisnjena na nek stranski tir, ker je vse samoumevno. Nismo hvaležni, da imamo, ne vem, kozarc vode, da imamo topel dom, da imamo nekoga, ki nas posluša, ampak je to vse samoumevno. Tako da ta del, da se začnemo zavedati, da je vsak dan lahko lep dan. Šana, hvala lepa za tale lep pogovor. Najin dan je bil lep, vsaj moj z vami. Tudi moj. In seveda, spoštovane gospe in gospodje, upam, da ste tudi vi uživali v tem pogovoru. Marsikaj lepega, marsikaj pametnega in tudi koristnega smo slišali. Kdor je pač hotel. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Hvala.